Slovenci smo zelo, zelo hitro s povprečnim zadovoljni. Jaz iščem pa nekaj ta več. Kaj pa ti je pomenilo to, da si sploh ustvarila Katarino Malo? Odri me kličejo, jaz jim bom prisluhnila. Ni enostavno prebrati nekaj zelo žaljivka v sebi. Jaz sem padla iz nič, rečemo temu, da smo bili na istem odru s Heleno Blagne. Veliko ljudi mi reče, zakaj ne ustvarjaš več, zakaj narediš več pesmi. Da sem videla, da me vseeno veliko več potrebuje ravno v tistih urah, ko nekdo zabava ljudi, ki imajo prosti čas, tebe ni doma. Ne? Najnižja točka v mojem življenju, kjer je bila moja sama podoba res na dnu, ma kaj na dnu, minus. In potem sem jaz ugotovila, da če bom jaz vstala v javni upravi, takole za eno tako mizico, približno te velikosti, kot je ta, da bom jaz tam umrla. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. A bo danes začela z vajami? Ne, ker jih imamo že od zadnjič, tisto jih tako lahko uporabimo. Kako sem v drugi obleki? Ja, ampak lahko uporabimo tako kot nek funny reel vmes. Tako da. Ok, jaz sem pa mislila, da jih bo naredila. Zdaj kihala? To sem na te luči men. Ja, jaz sem ful. Veš kaj, začela sem čutiti, da prihaja in... Ne, drugače Čeprav, ura je nastavljena tukaj. Ko sem se rodila, prva stvar sem kihalna. To bi mogli posneti, to bi res rabili posneti. In to bi moglo biti prav intro. A ja, snimate? O, top. A res? Sam nimam mikrofona. A ja, imam. Ok. Ne, takrat, ko si... Ok, čakaj, zdaj se moram pa res zbrihtati. A sem jaz v studiu, ali sanjam? A to je mikrofon? Ja. Ampak ko si pa kihala po rojstvu, pa nisi imela mikrofona, ne? Ne. Ti je žal? Ne, ni mi žal. Še sem pa zelo malo začela nastopati baje. Kdaj si ti začela z glasbo se ukvarjati? Takoj. Mislim, tako res. Po mojem, da sem jaz začela peti, takoj, ko so mi starši rekli, no, bo Katka eno zapela, in potem sem začela s klavirjem pri 7. Ampak to je to, veš, kaj si človek, ko si otrok, pa si predstavljaš sanje. Kaj te starši vpraša, Ina, bi ti igrala kakšen inštrument? In pol meni naredi flash. Velika dvorana. Tako, a veš, ne samo ala Cankarjev doma, ampak krat 2. In jaz na belem klavirju, koncertnem. Ja, in pa sem rekla, ja, oči, ful bi rada igrala klavir. In pol je pač realnost usekala. Ampak torej ti si na nek način igrala na podobnem odru? Sem ne klavir? Ne, s klavirjem jaz ne bi mogla. Ne bi mogla? Ne, s klavirjem pa res ne bi mogla nastopati. Zdaj se učim. Zdaj se učim, zdaj hodam na čist drugačen princip učenja, ker takrat sem hodila klasično profesorci, eni taki, tako je bila kar oštra. Lili Richter, naj počiva v miru. In tako, veš, me je zagrabila tudi roka in takole, veš, levji ugriz me je učila, kako mora biti roka postavljena na klavirju in to. Kar strašljivo je bila, no. Ampak jaz sem začela po notah, pa sem igrala Schumane, pa Bache, pa Beethoven, pa Chopin, pa tako, pa Mozarta, kakšnega, mislim, grozen, res. No, in danes se nič od tega ne spomnim in pol sem pa zdaj začela hoditi to si pa lahko povem, v eno šolo, malo drugačno, ki se reče Creative Arts Academy, kjer učijo otroke in odrasle na način, da prideš in se začneš učiti tako, da takoj že zveni neki. Ker vsak inštrument ima, a veš, to možnost, da zelo hitro lahko lepo zveni, tudi če je čisto enostavno.
Ja, in zdaj igram tako, da zraven pojem. In se učim na jazzovski način, bolj iz teh akordov, da štartam. Če kaj poznaš razliko med... Ne, veš kaj je akord? Ne. So zvočje, Akord vem. Akord ali vem. večjih glasov. Jaz sem dejansko nekaj časa imel, oziroma tako, še vedno imam v lasti kitaro. A imaš v lasti? Imam v lasti, ja. To je pa to. Pa imaš strune gor? Ali ja, so še vedno gor, neuglašene že 20 let. Okay. Tako da, ampak neke akorde sem celo znal. Tako da, pa vem, da sem od Omarja Naberja tisti sem celo znal narediti na eno struno. Okay. Ne vem, kjer sicer, ampak okej. Pozabil sem tisti komad. Tako da, v glavnem, ja, to bilo iz moje glasbene kariere. Čeprav bil sem enkrat dejansko v bendu. Imeli smo bend na gimnaziji, kjer smo v bistvu 30 šolci smo odigrali od Oasis, Wonderwall. Aha, Wonderwall. Ja, in v bistvu je bilo v sklopu glasbene ure. Smo mogli, vsak je mogel nastopati. Ne? In takrat en pač edini od nas treh, ki je sploh imel pojma o glasbi, ker se je začel učiti igrati kitaro pol leta predtem, rekel, super, jaz bom pač kitaro, ti Pato boš pel, Roko boš pa na klavirju, oziroma na sintiju, na synthesizerju. Synthesizer. Ja, se pravi, si igral v levi na korci pritisnil, pa je igrala melodija zraven, ti si pa Ne, dejansko sem kot klaviatura, pritiskal in sem mogel šteti v glavi 1, 2, 3, 1, 2, 3, ker so bile bolj kot ne 2 akorda. Ampak pridemo mi na glavni nastop, mi se veš vadim na tem sintiju, ker nekdo mi ga je posodil, in pridemo na glavni nastop in nas učiteljica takrat predstavi v dejansko glasbeno šolo. Aha. In tam ni bilo kje priklopiti vsega skupaj in ona, boš pa na klavirju. In me je ta prijatelj mogel v 5 sekundah naučiti, namesto pritisniti, Tako da, in evo smo oddelali tisti nastop in smo dobili bučni aplavz in petke v šoli in takrat sem zaključil svojo glasbeno kariero. Zdaj vsaj priznaš, da nisi glasbenik v bistvu. Res nisem. Mi pa petje postaje vedno bolj všeč, odkar imam otroke. Poješ? Nima, ker me ne ocenjujeta še. Ja. Čeprav se že kdaj zgodi starejši, da ne pet tati. Zdaj pa ne vem, ali zato, ker slabo pojem, ali ker... A te lahko potolažem. Če jaz zdaj pojem, pa kljub temu, da moj sin zelo dober, da sem spevka, mi reče, mama, stop singing, please. Tako da, evo, kritični so te otroci. Ja. A mi da zdaj že snimava, ali kaj? Snimava. Res, ok. Ja. No, pa na zdravje. Čim? Mogel sem najti kamero. Ja. Ok, Katja Verderber. Oziroma Verderber, ja, še vedno ne znam. Bolj znana še mogoče kot Katarina Mala, ampak danes bi se bolj o Kati pogovarjal. Vse Katarina bo del tega, ampak mene zanimaš ti osebno. Kaj, če nisi zdaj dosegla tisti bel klavir, pa vse to, kaj bi rekla, da pa je bila, ali pa da so tvoje zmage v življenju? Ja, več je teh zmag. Na katere si najbolj ponosna? Lahko poveš 1, 2, 3. Najbolj, ampak to te bo zdaj presenetilo. Po mojem ne bo. Najbolj sem ponosna na to, da sem prišla v življenju. Mama! Ja, ne sem čakala, da boš to rekla, ker skoraj vsak gost to reče. Jaz sem sicer zelo ponosna, da sem mama, ampak moj največji uspeh pa definitivno paše v osebno rast, v to, da si dovolim biti to, kar želim biti, da verjamem v to, kar sem in da verjamem, da to, kar sem, ni slabo, ampak izjemno, izjemno dobro zame, za moje bližne, predvsem pa, da sem pomirjena s tem, da ne rabim vsem ugajati. Ker seveda skozi karierni del, ta sploh zabavni del kariere, je bilo tukaj zelo veliko stiske prisotne, da moram ugajati vsem, da bi morali čim več ljudi oboževati mojo glasbo. Bila sem sicer vedno pomirjena s tem, kdo so moji fani. Vedno sem bila prav ponosna, da imam tako kar težke intelektualce vmes, da pride ljudje, ki so res tako pripadni bili moje glasbi in mi je bilo to zelo všeč, da to niso kar neki, da ni to nek brezvezen folk, se je zelo lepo dal z njimi pogovoriti. Vedno mi je bilo všeč, zakaj ljudje moja glasba všeč. Ne sem tako ful dober komad, pika, ampak tako, ta komad mi pa res dal misliti ali pa to imam pa res podobno izkušnjo. Tako da na to sem ponosna, da sem postala zvesta sebi, Rok, evo, na to. Fuleva? Si mi res presenetila? Ja. Tako da mi je všeč? Ja. Ampak to zdaj pomeni, da na neki točki pa nisi bila?
Ja, na večjih točkah. Okay. In zato zdaj, ko si me malo sprovociral s to mama, jaz sem v bistvu ponosna, da sem zvesta sebi, zato da lahko pokažem svojemu otroku kot mama, da biti zvest sebi ni nič narobe. Ker biti mama v slovenskih vlogah določenih mam še vedno pomeni, da se moramo žrtvovati. Ta čisti, ta beseda sacrifice v angleščini mi je tako všeč, ker se sliši dosti kruto. In jaz se nočem žrtvovati in s tem pokažem svojemu otroku, da jaz se ne rabim žrtvovati, da sem srečna in da s tem tudi ne rabim škodovati drugim in s tem otroku odpiram tudi vrata v svet, da on ne rabi postati tak. Ja, v preteklosti sem bila pa definitivno precej nezadovoljna sama seboj oziroma bolj to, da nisem bila zadovoljna z rezultatom svojih dejanj, ker sem ves čas računala na to, da moram ugajati drugim spet. Kaj bodo rekli drugi? Ves čas neko to sojenje, ta sodba. Ampak veš, to je iz otroških let, po mojem že, ker s tem začnejo nekako sicer neškodljivo, začnejo s tem starši, ker te začnejo usmerjati. Danes smo sicer malo starši bolj ozveščeni, da naj ne usmerjamo preveč otrok, naj bo otrok svoja osebnost, naj postane tisto, kar mora postati, jasno, da če bo hotel nekoga zaklati, mu probamo to preprečati, ne govorim o tem, ampak govorim o tem, da lahko povem na primeru svojega sina, moj sin je popolnoma drugačen karakter kot sem jaz, a istočasno zelo podoben meni, ful je velik upornik, ful ima neke svoje močne želje, ideje, ampak a zdaj jaz, če se tega malo strašam, kam gre on s temi svojimi idejami, a bo uspel v življenju, ne? Če jaz začnem s tem strahom in iz vloge strahu njega usmerjati, a mu delam kaj dobrega? Ne delam nič dobrega. Zato se zelo, zelo učim, sploh v zadnjem času, spuščati. Aha, Lukas pač noče zdaj tako točen brati, sicer ga vzpodbujam, tako, pa beremo, pa to, pa soba taka, v redu, nek kreativni kaos, ampak potem, ko jaz spustim ta krč, moral bi brati nujno toliko, moral bi pospravljati tako in tako, kot sem jaz, bla, 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 bla. Trenutko, ko jaz spustim, se zgodi čudež in on naredi nekaj samo od sebe. Ali si uredi sobo po svoje, ali pa pač bere 1 uro. A veš. Tako da sem se morala tudi navaditi na to, da spuščam. Ja. Fulda, mi všeč, ker si kar sama sebi postaviš vprašanje v glavi, pa odgovoriš na mesto mene, tako da top. Zdaj sploh se ne znam, kaj je točno vprašanje. Obdobje, ko nisem zadovoljna. Tukaj sem te hotel dejansko še malo v globino. In sicer, kdaj, oziroma tako bi rekel, če se spomniš za nazaj, kaj bi bila pa neka najnižja točka tega, da si vsem ugajala, pa se res počutila, da ti nisi ti. Če malo opišeš v bistvu situacijo, lahko občutke. Ja. Mislim, najnižja točka v mojem življenju je bila to je pa zdaj spet presenetelj. Ja, najnižja točka v mojem življenju, kjer je bila moja sama podoba res na dnu, kaj na dnu, res v minus. Se pravi, da si na dnu oceana in pa še grebeš malo globje, da najdeš kakšno jamo. Je bila, ko sem bila zaposlena v našem družinskem podjetju. Delala sem s svojim bratom na enem projektu, na katerem sem bila potem, na tem projektu sem bila precej sama. In ta projekt je bil en velik izziv. Zdaj, tehnične podrobnosti niso pomembne, je šlo za en zelo velik razpis, ki je nekako prisilil naju s bratom, da sem jaz šla sama v Azijo. Na Kitajsko pa Bangladeš. Ampak v tistem trenutku na svoji življenjski poti sem bila jaz popolnoma skrušena. Zdaj se mi je, da ne počnem tizga, kar sem si želela, pa nisem točno vedela kaj. Jaz sem samo vedela, da ne sledim svojim sanjam. Se pravi, jaz sem še čist kontra, češ moraš nekaj početi, kar je od tebe pričakovano, se pravi, čisti fail. Potem pa bila sem zelo nesrečna, ker sem bila sama in sem mislila, da bila tako iz kakšnih takih čudnih, nesrečnih zvez tudi v tistem obdobju. Se pravi, slaba sama podoba kot ženska. In ta projekt, ker je bil finančno izjemno težek za vlogaj tudi za nas, za firmo, je nekako ustvaril huda trenja med nama z bratom. Se pravi, je bil še ta družinski aspekt povezano z mojim edinim bratom, velikim bratom, ki mi je
a veš, ki mi je bil vedno kot Bog, mislim. On je mene naučil plavati, on je mene naučil smučati, on je mene rešil pred potopom, on je bil meni vse, a veš, 10 let starejši in najno razmerje se je tam začelo ful krhati. Tudi to je bila najnižja točka v mojem življenju. Verjela sem vase, po mojem, točno ničkrat, nič, ne. Faktor nič, tako da. In tako se mi je zdelo, a zdaj bom jaz kaj, zdaj bom tako, da bom pustila, da me valovi kaj naplavijo nekam, až tako, ni bilo nekega, ni bilo te neke moči notranje. Kako si pa sploh pristala v takšni situaciji? So te povabili, ali si se sama javila, da bi bila... Ja, to je pač temu se reče kot nek počasen padec, ne. Se pravi, jaz sem žarela in cvetela, ko sem delala v javni upravi na enem projektu. Se pravi, bila sem zaposlena za določen čas. Pod Anžetom Logarjem sem bila na projektu predsedovanja Slovenije Evropski uniji. To je bil idealen projekt zame, kajti bila sem samska, sama brez otrok, ne. In ustvarjala sem dogodke po Evropski uniji za promocijo Slovenije, Eiffel Slovenija. To je pomenilo, da sem se povezovala kot prvo tujci, veliko potovala in hkrati ustvarjala dogodke, kar mi je vedno bilo v neverjeten užitek, to kreiranje, kreacija. Povabila sem določene umetnike, takrat sem spoznala ogromno glasbenikov, zelo veliko tudi iz te ljudske scene, kot Janez Dovč, Jara Raja in tako naprej. In ljudi, ki so potem nekako soustvarili Katarino Malo. In je bilo vrhunsko. Potem se je pa zgodil padec te vlade. Jaz sem sicer delala res pod desnimi, ne, ampak jaz sem seveda zahtevala, da jaz ne pripadam nobeni stranki in sem res delala. Anže Logar je v tem kontekstu bil izjemno fair, ne, do mene. In je tudi rekel, ti ne rabiš nobene politične usmeritve, ne rabimo, mi sam rabimo nekoga, kot si ti, ne, da s tem zagonom, s to energijo nekaj ustvarja. Potem, ko so pa njega vrgli, ne, dobesedno je bil prvi človek, ki je odfrčal, ko je prišla nova vlada, se je pa zgodilo to, da seveda njegova naslednica ni videla tega potenciala v meni, oziroma sploh me ni videla. In potem sem jaz ugotovila, da če bom jaz vstala v javni upravi, takole za eno tako mizico, približno te velikosti, kot je ta, da bom jaz tam umrla. Za mene se je tako zdelo, da me bo ugonobla javna uprava, ker ni bilo te energije več, ni bilo tega, dajmo, peljmo neke ideje, naredite nekaj po svoje, ne, nobene kreativnosti, ne, sam follow the rules, pa gremo, ne. In tako sem ugotovila po nekaj mesecih, da to je to, da smo klele da bo konc z mano in sem že vmes začela se povezovati z glasbeniki in začela nekako menedžirati določene glasbenike, ki sem jih spoznala preko Janeza Dovča, preko njegove te založbe, kaj je bilo, Celinka, ja, in on je delal potem še en festival Godi Bodi in sem prevzela PR za to. In to sem vse delala tako zraven, mislim, ker kot da nisem imela dovolj za početi na uradu vlade za komuniciranje. Potem se je pa pojavila priložnost pri mojemu bratu za ta projekt in me je povabil nazaj. Jaz tem, da je mene dobro namerno povabil nazaj, da ne bo narobe se razumelo to. In sem šla, vzela sem odpoved in tista gospa, ki je bila na uradu vlade za komuniciranje, potem direktorica je bila čisto šokirana, ne, da kako si drznem dati predčasno odpoved in sem si mislila, a zdaj me pa končno vidiš, a veš. Še danes sem hvaležna svoji odločitvi pa svoji trmi, da sem šla. A veš, takrat je še veljal tisti princip, v javni upravi pa dobro, da si dobiš stalno službo, ker pa nimaš več problema, a veš. Ja, imaš problem, ne. Umreš, ne. Ti kot osebnost umreš. Če ne slediš svojim sanjam, pa imaš tisto plačo, tisto počasno, res počasno napredovanje, ne, po tistih štenkcah. Hvaležna sem, da sem šla. In hvaležna sem, da sem šla čez to težko situacijo, ker seveda, če ne padeš dol, ne moreš gor. In brat me je povabil v ta projekt, ki pa se je izkazal za izjemno velik izziv, za veliko učno lekcijo za univerzo življenja. Jaz temu pravim, da je bila to univerza življenja. Pa ko si sprejela odločitev, da greš k njemu delati, si že čutila, da to ni prava odločitev, ali prvi trenutek izgledalo, da bo to? Ja, takrat po mojem sem si nafarbala tako, veš, v miselnost. Tole bo super, pa brat, pa družinsko podjetje, valjda treba podpreti, to je moj oče ustvaril, ampak jaz sem globoko v sebi čutila, da tole zna biti tudi huda napaka.
Čisti iz tega, da ni to glih nekaj, kar je moje, pa da seveda, da delati z družino ni enostavno. To so čisto druge energije, druga pričakovanja in meni je bilo še vedno tisto pomembno, da je moj brat. Da ga imam pač toliko rada, da ga ne želim izgubiti. Ja. Kdaj si pogruntala, da v bistvu ta situacija negativno vpliva na vaju, na tebe, na celotno? Koliko časa je menilo, da si to dejansko sprejela? To je bilo zelo hitro, Okay. ker tukaj se je ta projekt zgodil zelo, zelo hitro in učinkovito. Mi smo šli precej naivno v to in smo dobili zelo veliko produktov za izdelati, ki so se potem ustvarjali na Kitajskem in v Bangladešu. Šlo je za nek tekstilen razpis. In zelo hitro sem ugotovila, da kot prvo nismo dovolj izobraženi na tem področju in da sva z bratom verjetno v nekem drugačnem mentalnem procesu. Se pravi, on je videl, ok, to bomo zdaj naredili, to bomo dostavili, ful bomo dobro zaslužili. Jaz sem pa videla vse tiste mehne detaljčke, ko so se že tiste črvički, veš, ko so že najedali lesena barka od spodaj in sem čutila težave. Ampak jaz sem bila v tako slabi poziciji biti jaz, da si tega nisem upala komunicirati. In tudi, če sem komunicirala, to ni bilo slišano. Ker jaz nisem imela niti neke podlage, nisem imela nekih temeljev, zakaj me to skrbi, ampak kot pomislim za nazaj, mene je iz želodca bolela ta stvar. Tako dobivala sem znake, da nekaj ne štima. Ko sem prišla v Bangladeš, je bilo to okrog 15. decembra, to pomeni, da sem zamudila družinski božič. To je bil edini božič, ki sem ga kdajkoli zamudila v svojem življenju. Zame je božič kot versko pomemben dogodek, zame je zelo pomemben za to družinsko srečo, stabilnost. Kot otrok sem bila izjemno srečen. Res, jaz bi rekla temu rojena pod srečna zvezda, kakšno fajn družino sem imela okrog sebe. In to, da sem pristala v muslimanski državi, kjer seveda ne samo, da se božiča ne praznuje, no, nikjer ni bilo nič okrog tega, da sem bila v državi, kjer je absolutno nenavadno, da si kot ženska sama in v državi, kjer seveda nekako prevladuje huda revščina, da ne govorimo o tem, da je Bangladeš prenaseljena država, to pomeni, da je povsod ogromno ljudi, ki živijo na ulicah, na cestah. In tudi mogoče na trenutke, če danes pomislim, a je bilo malo nevarno, a bi bila lahko ta država tudi malo nevarna? Ne, mislim, da sem se počutila dovolj varno, da je vseeno to tako rigidna država, da če se nekemu tujcu bi tam kaj zgodilo, ampak ja, presenetilo me je ta moja naivnost, ko sem prišla tja sama, sem pristala v enem hotelu, ki je bil katastrofalen, to je bilo nekaj tako groznega in noter so bili sami moški. In še tako je bilo, da so bili noter sami moški iz drugih držav, tudi iz afriških držav, arabskih držav in jaz sem se tam pa počutila tako, ok, tle meni nekaj ne štima, jaz sem tle edina ženska sama, ne. Pa še en kup enih spoznanj tam, kako tudi te fabrike delajo, kako je to izkoriščanje ljudi, dejansko ljudi pobirajo po mojem iz ulice, ker jih je tako toka, veš, da danes vem marsikaj, kar takrat nisem. Tudi recimo to, da ko se greš neke razpise, zahteva to skoraj butični pristop. Kje? Tam, ko so zalaufale tiste mašine, pa je vsak Bangladešan naredil en šiv, enega malo tako. A veš? In ko sem jaz izgledala, nikoli ne bom pozabila trenutka, moj brat na telefonu, gledal te pohtel, mudi se, ladjo morate ujeti, ker če ne bomo penale plačevali. In jaz ki izgledam, če jaz tem ljudem rečem, ne še malo pohtijo. Skratka, grozni občutki. Občutki nemoči. Okay. Občutki nemoči. Kaj bi pa danes ti, Katja, rekla tisti Kati, da ne naredi drugače, recimo v tistih vseh situacijah? Kako bi se danes drugače odzvala na že vabilo ali pa potem na celotno vodenje takšnega projekta? Ja, verjetno ne bi šla v to in bi probala na vsak način prepričati brata, da to ni za nas, da tudi ljudje, ki so vključeni v ta projekt, na drugi strani naročnik, je bila energija tako slaba, tako nastrašena, tako... Kako bi s tem sploh rekla? Ker ni bila sovražna energija, bilo je bolj to, vi tega ne boste zmogli. Kdo sploh ste vi?
Ker veš, pri teh razpisih raznih državnih in tako večjih, ne, je jasno, da imajo že neke svoje dobavitelje, ki so pač redni in potem se te stvari tako mal tudi včasih nastavijo in valjda, klej je bilo tudi tako, ne, tista gospa je merila meni, se pravi, če imaš ti nek tekstil, ne, ki je skrb za šitje, ona merila med 2 šivama 2 mm rok. Ne, tako kot ta šiv, ki ga imaš ti tukaj na majici, je moral povsod biti 2 mm, lepo te prosim. To pri takih množičnih proizvodnjah ni šans, to mora biti butična proizvodnja. In jaz bi danes rekla mojemu bratu, tako, preklala bi se na pol, da bi ga prepričala, to ni za nas. Kako se pa potem zašel ta projekt? Mislim, je propadlo, je uspelo? Ne, ni uspelo, da bi uspelo 100%, je pri določenih izdelkih zelo uspelo in pri določenih ne. Tako da je bil na koncu nekako rečem temu en tak pozitivni nič, a veš, ali kako bi temu rekla, čustveno, sicer izčrpjujoče, totalno, mislim, ja, tudi za odnos z mojim bratom je bilo to izčrpavajoče, tako zelo. Kako je pa danes ta odnos? Ja, mi da z mojim bratom se imava zelo rada. Jaz vem, da je pač on moj veliki bratec, ne, in jaz ga obožujem. In kljub temu, da so si zelo različna, mava neko to eno skupno plovbo, zelo rada uporabljam navtične izraze pri njemu, ker je tak velik ljubitelj jadrnice oziroma jadranja. In rada imam, da sicer vse kdaj ne strinjava, sva različna, ampak da lahko zaplujeva na te valove, tudi kdaj skupaj, že z zavedanjem, da sva tukaj drug za drugega. Ne. Ogromno poznamo že družinskih prijateljev, ki se ne razumejo s svojimi sovrstniki oziroma s svojimi temi brati, sestrami, sorojenci, sem hotela reči. In da so to zelo žalostne zgodbe, ki najbolj bolijo starše. In jaz si res želim, da z bratom da drživa skupaj, kako bojo kakšne trenutke, ki bojo res težki. Ne glede na to, kaj so to trenutki v družini ali pa izven družine, si želim imeti njega ob sebi, res. Kako ste pa prišli do tega potem, po tistim dogodku? To je trajalo zdaj po mojem več let, se pravi, midva sva vmes tudi zelo zgubila najin skupni temelj, to pot, kar pa je bil v bistvu rezultat tudi določenih travm, ki sicer niso zdaj to travme nekih zlorab ali pa nekih življenjskih težkih preizkušenj, da bi rekla, da je to bo nekaj med življenjem in smrtjo, bolj med biti ti ali ne biti ti. Moj brat je le vstopil v čevlje mojega očeta, prevzel družinsko podjetje. To ni enostavno. Kot prvo, to ni čisto nekaj tvojega, hkrati hočeš dokazati, kaj je res tvoje. Jaz mislim, da nekdo, ki prevzema firmo, danes, hvala Bogu, se več tudi o tem govori, o ljudeh, ki prevzamejo firmo, ki velikokrat dobijo oznako, kaj se zdaj pritožuješ, ne, sej si nekaj dobil, ne. A hkrati je to hudo, zato ker stopiš v čevlje tistega predhodnika, ki je naredil res nekaj z nič, ne, in je kot, da je to neko božanstvo, ki mu sledimo, zdaj moraš ti dokazati, da si lahko še boljši. Mogoče niti ni to nekaj, kar je res tvoje, mogoče si nisi tega želel početi, pa si to prevzel iz neke odgovornosti. Tako da mi da z bratom sva imela, ja, to je bilo tako počasno razhajanje, tisti projekt se mi zdaj bil neka začetna točka. Ampak ja, kljub temu, mi da sva imela, vedela sva, da sva tukaj drug za drugega, ampak ne pa v tisti res zakoreninjeni verziji, da rečeš, močna sva kot drevo, na klifu, karkoli že bo, midva se bova obdržala. V zadnjem času pa smo najdla to pot nazaj. Po mojem tudi zato, ker jaz itak delam ful na osebni rasti že zadnjih toliko let. Mislim, da je tudi njemu se zgodilo v življenju par stvari, ki so mu dale to klofuto, da pač ni vse okoli denarja in ni vse okoli uspeha, ampak je pač veliko tudi tega, kaj je na noter. Koliko je tega notranjega uspeha, koliko je tega notranjega zadovoljstva. Pa si se kdaj z njim pogovarjala specifično o teh trenutkih, kasneje za nazaj? Ja, se še pogovarjava, tako bom rekla. Se še kar pogovarjava, ja. Ja. Tudi iščeva to odpuščanje, če so kakšne zamere, ki pa mimogrede niso to zamere, veš, da rečem zamera do očeta ali mame. To ni zamera, zdaj pa jaz tebe sovražim, ker si ti meni takrat pri 5 letih ne vem kaj rekel. Ne. Ampak bolj ta,
odcepitev. A veš to, da ta popkovina res more biti pretrgana. Da ja, ok, so nama tako svetovali, so naj jo tako učili in vodili, ampak mi sva se morala nekako res močno odtrgati od tega, da postane vsak svoj individuum. Tako da bolj gre za to odpuščanje do tega, da greš svojo pot, no, in da ti noben tega ne zameri. Ja. Kako pa je sploh odraščati v neki takšni obrtniški družini, kjer v bistvu vsi so nekaj počeli, vsi nekaj počnete, ne? In konec koncev tudi mislim, da bi lahko rekli, da vsaj na finančnem nivoju kar uspešni projekti. Vem, da so bile tu vmes kakšne rizične zadeve, ne? Da lahko je uspelo, lahko pa ne bi. Ja. Ampak kako je odraščati v takšni družini? Ko imajo v bistvu, verjetno imajo vse pričakovanja, da bo tudi naslednji uspel. Ja, mislim, to je tako, ne. Ogromno ljudi, ki so v nekih varnih službicah, ne, in potem gledajo na vzven tako družino, kot je naša, ne, si mislijo, ja, lahko je ven govoriti, ima ste denar, ne. A jaz v bistvu takmu bi, mislim, res, takmu bi dala besedno klofuto, tako težko. Ker v bistvu... Kaj je torej drugače od tega, kar si predstavljajo ljudje tam od zunaj v takšni družini? Okay. Jaz vem, da je moj oče imel ogromno neprespanih noči, imel pa je strašen pogum. Strašen pogum, da je dejansko od svoje mame prevzel eno mehčkeno obrtno delavnico na Trubarjevi, ki je ona odprla leta 1954. 1954 se moja babica odločila obrtno delavničko odpreti. Bila je učiteljica, ne vem, če je včasih učiteljiški poklic bil izjemno cenjen. Ona je gotovila, da mož, ki je bil sicer blazno uspešen človek, spravi, jaz imam to kako ne temu rečem, transgeneracijsko neko dediščino ljudi, ki so iz nič nekaj naredili. Res. Ampak ona je ugotovila, dajmo po domač reči, da bo denar kmalu poniknil. Kaj ti po vojni je bilo težko, moj dedek ni dobil več take pozicije, ni več delal, bil je namreč direktor najprej celjskih, potem še ljubljanskih opekarn. In to je bilo vse v lasti, mislim, Avstrijcev, Nemcev, in to je valjda vse potem šlo v maloro, in tudi on je šel mal v maloro, rečemo temu osebnostno, v izgubo. In moja babica je, mislim, če si jaz predstavljam, leta 54, da ti kot ženska sama greš v neko obrt, fascinirala me je ta zgodba, je šla tudi do ljudi, ki mogoče niso bili najbolj fajn, da je prosila, če lahko dobi nek prostorček in tako naprej, in začela s čiste nule s tistim, kar je pa znala. Znala je popravljati najlonke, znala je delati nakit, potem je neke pasove začela delati, skratka vse neke ročne obrtniške zadeve. In potem mnogo let kasneje jo je doletela neka bolezen, šok, da ne more hoditi. Ni mogla hoditi nekaj časa. In v tistem trenutku je moj oče vskočil, ki je bil pa v krasni službi v Astri, takrat je bila Astra ena taka blazna firma, rekel je, da so ga že kar precej vabili v komunistično partijo, kateri pa se ni želel priključiti, ker bi to izjemno razočaralo njegovega očeta. Tako da je rekel idealen moment in je prevzel obrtno delavnico in iz nje naredil toliko dobrih sprememb, toliko inovacij, vključi še mojo mamo, da je iz tega danes, rečva, nastala firma Taurus, podjetje Taurus, blagovna znamka Taurus, ki je dolgo let harala kot nek unikum pri dobavi modnih dodatkov, lastnih modnih dodatkov, vsi šali, kape, rukavice, mislim, to je bilo res povsod. Kaj je bilo že tvoje vprašanje? Kako je živeti v takšni družini vplivalo na te, pa kako izgleda sploh to? Zdaj, jaz sem se rodila v to familijo, ko je oče bil že obrtnik in na nekak temu prehodu, se pravi, sem stara okrog 8-9 let, ko je začel graditi Taurus, se pravi kot objekt v trzinski coni, ni bilo še niti ene stavbe skoraj, čista puščava, tista trzinska cona. In jaz se spomnim, da sta moja starša ogromno delala. Moja mama je imela to obrtno delavnico, ki je bila ful lepa trgovinca in ona je bila ena taka izjemna gospa z okusom, ki je vsem šiviljam, vsem zvezdam slovenske estrade svetovala, kaj naj pokombinirajo, kjer kos nakita, iz vseh televizij in radijev so hodili, iz vseh možnih teh dogodkov, gledališča, vsi so hodili k nam, ali pa modne dodatke, ali pa šivilske storitve, ko smo še oblačali gumbe,
v isto blago, kot je obleka ali pasove. Tako da kar uspešna zgodba. Ja, spomnim se pa, da seveda delo, ne? In tudi odrekanja, a hkrati tudi ful lepe stvari. Jaz kot otrok nisem čutila, da je bilo kakšno pomanjkanje mojih staršev, bila sem zelo veliko pri babicah sicer, ampak nimam neke zamere. Danes razumem to, da je bilo to nujno potrebno. Moj oče je še vedno ustvaril zelo, zelo lepo družinsko življenje. Čutno, čustveno družinsko življenje. Ko pa danes govorim malo z mojo mamo, je bilo pa to sicer veliko na račun tudi časa zase. Tega nista znala, kako si vzeti čas zase za svojo osebno rast. Ker danes, ko gledam recimo slike božičnih večerov, je moja mama perfektna, ne, urejena, lasje, da ni obleka, ne, večerja je bila vrhunska, a to je bil najbolj pomembno obdobje za prodajo modnih dodatkov. Ne, Božič, novo leto, mislim, to so bile kolone po Trubarjevi. In sem rekla, mami, nič ne zgledaš zgarana. Je rekla, veš, kako sem bila zgarana. Pa še celo familijo na večerjo, pa še vsa ta pričakovanja. Ja, in mi je zanj priznala, da se je kdaj tudi zjukala. Tako da, evo, ena lekcija več zame, da si tega ne želim. Ne? Si bila kdaj na robu, če za takšnega, ali si znala vedno postaviti mejo prej? Jaz sem imela skozi pričakovanje do sebe, da moram biti kot mama, ne. In pa je še moj brat se poročil, zelo malo je spoznal svojo partnerko pri 18, ki je tudi tako zelo perfekcionist v teh stvareh, ne, in da to mora biti vse nekaj tako zelo gala. In pa sem jaz pred parimi minutami rekla, jaz se ne grem tega gala. Mislim, se je lepo imeti, lepe stvari, ampak na račun sebe pa ne. Tako da zdaj nekako manevriram med enim in drugim svetom, tudi med lastnim perfekcionizmom, ki je kar visoko zastavljen, ampak predvsem delam na tem, dajmo se imeti lušten, pa dajmo biti veseli, da smo skupaj. Ne to, kaj imamo zdaj na krožniku, pa kako točno imamo to na krožniku. Ne? Tako. Kaj ti pa pomaga dejansko ta perfekcionizem držati pod nadzorom? Ker to je kar, rečemo, ena izmed težkih bolezni današnjih ljudi, ko vsi hočemo, pač gledamo te Instagram zvezde ali pa znani ljudi, ne, in vidimo v bistvu, kako živijo navidezno perfektno življenje in si potem želimo biti kot oni. In tukaj pride marsikaj do tega perfekcionizma, da ne smemo narediti napak, da moramo biti takšni. Kako se ti s tem soočaš, da v bistvu kljub tem načelom perfekcionizma uspeš ustvarjati in se sprijazniš tudi s tem, da verjetno ni vsakič perfektno? Ja, jaz sem kar obsedena s perfekcionizmom, predvsem zato, ker vedno mislim, da v Sloveniji smo zelo hitro zadovoljni s povprečnim, tisto, kar je dobro, je čisto dovolj dobro. Jaz sicer tudi sam veš, da ko poučujem tudi javno nastopanje, poučujem, naredite korak več. Naredite vsaj en korak več od povprečja, če že ne tudi kakšnega več. Ne? Tako da, ampak samo perfekcionizem, pa brez notranje vsebine, no tega se pa ne grem. Da bom jaz zdaj kaj, na vzven zgledala kaj, nekaj popolna, noter bom pa prazna, tega se ne grem. Temu sem se že zdavnaj povedala, zato tudi ne hodim na lepotne posege, lepotne operacije, ne uporabljam botoksov in vseh teh stvari, ker ugotavljam, da notranja energija veliko bolj žari iz mene, ko sem jaz srečna, in takrat tudi mene drugi vidijo srečnejšo, mlajšo. Skratka, čist nek drug učinek ima to, kot če bi jaz zdaj delala samo na takih nohtih, takih trepalnicah, tretje, vsa polna filarjev, no noter pa kaj? Kakšno zadovoljstvo? Kdaj si se tega zavedala? Že takoj, skoraj. Rodila pa, prišla vam pa... Ne, hočem reči... Kikala najprej po ko si rekel socialna omrežja. Se pravi, zelo kmalu sem ugotovila, da mi ta svet ne sede, da mi ne paše, da mi ne odgovarja to, nek fake, to pretvarjanje. Tako da jaz tudi zaradi tega nisem bila potem uspešna preko socialnih omrežij. Ne? In Katarina Mala, moja odločitev, da grem dol iz teh koncertnih odrov, je bila tudi del tega, da se nisem več počutila izpopolnjeno, da me je utrujalo, a istočasno sem ugotovila, da moram začeti deliti svoje zasebno življenje. In sem rekla, tega se pa ne grem. Ja. Tako, ker naenkrat je bilo, moraš več, algoritmu moraš zadostiti, moraš čim več objavljati, pa tako, kaj ne objavljam, če grem na dopust s familijo za 5 tednov? Ne, objavili z dopusta, jaz tako, pa nočem objavljati z dopusta. Tudi moj partner se s tem ni strinjal, tako da, kaj pa zdaj?
In tako se mi zdi, da se je kar malo organsko zgodilo to. Ti si Roberta spoznala, ko si pred Katarino Malo ali med? Glih, ko je bila Katarina Mala nekako Okay. v porastu. In takrat te je on sprejel, takšno kot si bila? Ali ima tudi tukaj kakšne izzive pri tem? To je veliko vprašanje za njega. Ja? Ne vem, če me če sprejel takšno, kot sem. Okay. Danes te sprejema. Danes me sprejema. Ja. Danes, če me ne sprejema, lahko tudi gre. No, glede na to, da ni šel, je očitno te sprejema. Danes sem jaz notranje tako in ne narcisoidno in ne preko trupal, ampak danes verjamemo to, da če tebe slučajno nekaj moč zdaj na men, ker je pa zelo, zelo moje, imaš ti problem s tem, oziroma če ti ne odgovarja, boš moral ali stran od mene, ker jaz se več prilagajala ne bom. Ampak govorimo o tistih stvarih, ki so normalne. Jaz ne govorim o tem, da jaz zdaj, ne vem, kaj bi bilo banalno, da živim v popolnoma razmetanem stanovanju in želim, da on to sprejme. Ne to. Ampak o teh stvarih, ki so čist moje. Kako jaz kaj rečem, kako jaz kaj naredim, kako se še lotim, kakšne so moje vrednote. Če boš začel v to posegati, oziroma če hočeš, da se jaz spremenim, se ne bom več, ker sem to počela v preteklosti, tudi pri prejšnjih zvezah in je šlo vedno v polom. Prepad. In kar naenkrat sem gotovila, da itak nikoli niso zadovoljni in da jaz pa tudi nisem zadovoljna, ker nisem več zvesta sebi. Se pravi, skupen propad. Ni bilo sploh čist brez izhodne situacije. Ne? In tle imam tudi svoje družine, če se malo vrnem. Veliko polnomočenje, da vidim, da je moj oče sledil svojim sanjam, kljub temu, da je bil vržen v to obrtništvo, ampak on je imel vedno neke vizije. In kar te njegove vizije so se tako dobro uresničevale. Imel je malo te sreče, ampak imel je tudi pogum. In sledil je nekemu svojemu notranjemu klicu. Če bi on poslušal 15 drugih ljudi, se verjetno nič od tega ne bi zgodilo, oziroma bi bilo tudi kaj dosti nevarnega ali brezizhodnega, mogoče celo situacije, ki bi nas spravile kot družino v nek bankrot. Ne? Ampak on je res bil zvest sebi. In jaz mislim, da to dovoljenje, da si zvest sebi, imam predvsem od očeta. Ja. Pa še kakšne babice. Ti včasih se ide, kot pišeš, da Katarina Mala je kar tako bum bil, ne? Ja, bum. Se je zgodil, kar zdaj se malo sopada s tem, kar govoriš tudi o svojem očetu, ne? Da je bil pogum, ampak malo sreče pa je še kar eksplodiralo, ne? Vse skupaj. Ja. Veš kako, obstaja en izraz, pa ne, če ga lahko kot ženska uporabam, a veš? A veš, kjer? Ne vem, ker si ne vem, če si... Ne upam se to, da imaš jajca, ne, kar rečejo. Okay. Ja, to, da imaš ta pogum. Veš, ker češ, imamo pogum, ne, se sliši ko malo milo. On je imel to, da si res drzno iti v projekte določene, ki bi bili lahko. Dejva reči, da so bili taki projekti, da je moja mama grozila pri 2 takih projektih, da se bo ločila. Ker je čutila nevarnost. Ni se počutila varno. Veš, ona kot zunanji opazovalec je bila tako, kaj nas bo zdaj ta človek spravil, ne? Nevarno verjetno finančno predvsem, ne? Finančno, predvsem to, da gre lahko vse, ne, v nek tornado, ne? Ko una Doroteja, ki je tornado pobral pa peluh v čarovniku v os, ampak ja, stvari so se dobro išle, zato ker je človek res verjel vase. Res. Pa sledil je nekim močnim vrednotam in ciljem in hkrati, veš kaj še? Ni bil pohlepen. Moj oče, jaz sem ga zadnjič vprašala, pismo se je rekla, oči, dosti hitro si se upokojil, ne? Ker on je pa mojemu bratu predal podjetje, tako kot da bi ti zdaj rekla, izvoli, tale očala so tvoja, klele jih imaš. Malo mi bo hudo za njimi, ampak so tvoja. Tako je moj oče predal, se pravi, ni se držal kot tista starosta firme, jaz sem to naredil, jaz bom kle do smrti, pa rekel, okej, z bratom sta najprej skupaj sodelovala, ni šlo najboljš, spet te malo uporniški, ja veš, kako se temu reče, no, te mi pomagi, neko besedo iščem. 2 bika, ki ja, nista sicer, en je bik, en je kozorok, ne, to verjetno bi zdaj kakšen astrolog znal kaj več o tem povedati, ampak bolj ta energija, ideje, no, cilji so bili seveda v nekih nasprotjih, v navzkrižjih, kar se je potem zelo veliko odražalo tudi doma in moj oče zelo lepo to predal bratu
izvoli, naredi iz tega, kar pač moraš narediti. In tle se mi zdi, da je pokazal tudi ta pogum. Ampak hkrati, da ni bil pohlepen. Se pravi, je rekel, jaz sem v eni točki imel dovolj, vedel sem, kaj si želim v življenju, ne želim si tistih najhujših luksuznih zadev, mi ne paše niti ljudje, ki so v takih okoljih. In je s tem totalno zadovoljen. To mi je tako fascinantno. Ker velika večina podjetnikov, ki jih poznam, so še kakšne zgorelost vmes. Ja. Bolj ko razlagaš svojemu očetu, bolj vidim njega v tebi. Tako da tudi ti na nek način na vrhu si rekla, dovolj, ne rabim več kot to za ceno pač tega, kar bi moglo plačati. Ja, pri Katarini Mali. Pri Katarini Mali mi je šlo prav tisto, zdaj gre že na račun zdravja, na račun družine je že šlo, otrok je bil pač toliko star, da sem videla, da me vseeno veliko več potrebuje. Ravno v tistih urah, ko nekdo zabava ljudi, ki imajo prosti čas, tebe ni doma. Zdaj ni šlo skupaj to, pa ta žrtvenost tega, ta utrujenost, da moraš biti konstantno v neki vlogi. A veš? Pa to moraš biti, ko priješ v takšno pozicijo? Ne vem, jaz sem pač tako mislila, da moraš biti. Jaz bi verjetno danes kot Katarina Mala, in tudi kot Katarina Mala je še vedno obstaja, da ne bo pomote. Še vedno izdajam kakšen pesem, še vedno sem v oddajah, še vedno grem na obisk, še vedno imam kakšne intervjuje. Zelo rada povem, da sem Katarina Mala, jaz sem ponosna na ta projekt. Ampak danes, če bi šla 12-13 let nazaj, koliko je to staro že, ne seštevati leta. 14 že mogoče, bi absolutno se lotila tega tudi še bolj drugače. Že takrat je bilo kar unikatno to, da sem šla v to zgodbo zelo na horuk sicer, ampak organizirano. Jaz sem vedela, da rabim dober PR, jaz sem vedela, da rabim en styling, nisem hotela to tisto dekolte in miniči, to, jaz sem šla čisto drugo zgodbo, ta mal 50, 60, neka eleganca, nekaj posebnega, hotela sem imeti posebna besedila, nisem hotela pet hojla, ljubim te, ali pa tudi ne, a veš, nisem šla te antiljubezenske, proljubezenske pesme, ampak v zgodbe ljudi. In je pač ratal, s prvo pesmi je ratal. Tega noben ni pričakoval. Ampak, če ne bi s prvo pesmi ratal, bi sploh Katarina Mala danes obstajala, ne vem. Takrat je bilo tako, to mi je bil dokaz, ratal je, gremo naprej. In potem je bila recimo pesem Znucena še bolj sprejeta, a hkrati zelo kritično sprejeta. Tam sem se naučila, kako dobro je imeti vroče, hladne odzive. Kako pomembno je, da pustiš vtis in te ljudje obožujejo, a hkrati malce mrzijo nekateri. Medtem, ko je prišlo do pesmi Znucene, nikoli ne bom pozabila, ven je prišla, ko sem sedela sredi jadrnice v Grčiji in sem trepetala nad komentarji. Trepetala, nekaj mu ni všeč, tako. Koliko pa je bilo, tako, mislim, če se primerjaš oboževalcev, ki so imeli pozitivne komentarje, pa teh hejterjev, razmerje? Ne moram tega povedati, ker hejteri se vedno zelo radi izpostavljajo pod psevdonimi. Tisti, ki so pa... ki pa dejansko jim je všeč, pa jim nekaj pomeni, so pa ponovadi malo bolj inteligentni ljudje, ki pa ne grejo komentirati. To je res? A veš? Tisti hater who hates, tisti grejo pa res iz gneva, iz črevesja gre ven vse, a veš. Ampak je bilo veliko teh kritik. Kako, deš malo več povedo o teh občutkih, kako si se s tem soočila, s temi željivimi komentarji? Ja, mislim, želela bi si, da bi se lahko boljš počutila ob tem. Ja, jemala sem zelo osebno. Ampak, ko govorim z drugimi zelo uspešnimi glasbeniki, se čutijo isto. Ni enostavno prebrati nekaj zelo žaljivka v sebi. Tudi ni enostavno prebrati, se to je tako fotor plačal ali pa take neumnosti, ki mi definitivno ni, ker se še prav spomnim čau, ko sem nekako tako bila neki na polno samostojni poti teh projektnih del pa PR-ovstva, in je bilo tako, koliko bo kostala produkcija pesmi, koliko bo PR, kostumografija, mi je prišel nasprot moj dober prijatelj, žal pokojni Zoran Garevski. Tako, pri meni doma smo snemali neke stvari, video, veš, sem prosila nekoga, da naredimo čim bolj ugodno. In ja, ni enostavno. Mislim, ni enostavno brati negativnih komentarjev. Noben me ne bo rekel, da gre lahko preko tega kratko. Ker če si empatičen, če si avtentičen, če imaš to čustveno inteligenco, pol veš, da ni to enostavno. Ja. Kaj pa ti je pomenilo to, da si sploh ustvarila Katarino Malo?
Kaj ti je to dalo in zakaj si se tega projekta lotila? Zdaj smo pa tam rok. Mhm. Ja, no, projekt Katarina Mala ni nastal načrtovano, ni bila to neka želja. Zdaj bom pa jaz nekega dne ustvarila umetniško ime in izdala pesem. No, če sem še malo izzovem s pod vprašanjem, ne, ampak ne moreš nenačrtovano pesem sestaviti skupaj. Ne? Tako da ja. Neka misel je bila za tem, nek razlog, zakaj si sploh začela z oblikovanjem pesmi, skladbe in tako dalje. Ja, bilo je iz čistega uporništva. Uporništvo iz jeze, frustracije. Do koga? Do življenja, do izbire partnerja, do situacije, v katerih sva se znašla, do rezultata. Malo sem šla po mikrofonu. Vse ok. Vse ok? Cool. A ponovim, reč? Ne, grem kar naprej. Se pravi, ja, bilo je veliko jeze tudi do same sebe in pa spet je prišla ven ta slaba samopodoba, nisi dovolj vredna. Mi da so pač doživela nek tak osebni kolaps s partnerjem in tam sem dobila neko potrditev, češ, da jaz nisem dovolj dober človek, da bi bila z njim ali da bi skupaj imela družino. In takrat sem potem klinc, če itak ni to, oziroma če se nezvestoba sebi ni obrestovala, potem moram začeti postajati bolj zvesta sebi. Tako. Wow. In zvestoba sebi je pomenilo, jaz bom izdala pesem. Pač odri me kličejo, jaz jim bom prisluhnila. Tako nekako. In ja, in pa to je bilo tako, splet na ključi, ne? Da sem jaz menedžirala Evo Hren, pa njen band, in noter je bil Marko Gregorič, kontrabasist, basist, zelo znan, tudi pri Bossa de Nova, mislim, zelo znana oseba je to, tudi pri Muratu Njauzu, zelo dober tekstopisec, neverjetno inovativni teksti. No, oni meni že nekaj časa nazaj, da tako ta čau, tako besedilo, pa malo na kitarco nek zagran demo, in meni se je takrat sam tako, ko sem prišla spet do one točke, ne, tisto dno, ne, to je bilo še eno dno, sem rekla, ok, jaz gremo to. In sem ga poklicala in sem rekla, ok, kaj moramo zdaj narediti, da postanemo to pesem? In smo šli. Ja. On je bil avtor pesmi. On je avtor pesmi, ampak poznala sem pa zelo veliko glasbenikov in producentov že takrat. Jaz sem se res rada gibala v umetniških kulturnih krogih, tako da ni bil problem. Jaz sem pa poslovno znala iti naprej v te korake. Veš, vedela sem, poklicala sem Guštijevo ženo Šantal za PR, ki je bila zelo znana takrat kot PR-ovka. Poklicala sem Primoža Dolničarja, da mi je video spot posnel, ki je bil zelo znan kuhar televizijski, pa ful inovativen človek, zelo kreativen. In smo posneli video spot nekje tam, ki je imel on vikend nekje nad Idrijo, na nekih travnikih in tako, mislim. Ja. Ampak kaj je pomenilo to takrat lansirati pesem? Ker danes verjamem, da je to, daš na YouTube, pa evo, smo lansirali. Kaj je bilo pa takrat to? Ja, ali se bo prijelo, ali pa se ne bo. Kam naložiš? Ali to pošlješ na radio? Glasbeni uredniki. Najprej je bilo to. Glasbeni uredniki, pa takrat je bilo še MySpace neka platforma, pa SoundCloud. To je bilo toliko razaj. Čekaj, ne, SoundCloud je tudi danes, ampak MySpace. Ja, nek MySpace mislim, da je še bil. Ampak to niso bile platforme, ki bi ti pokazale, koliko so uspešni tvoji komadi. Takrat je bil kriterij, ali se bodo tvoje pesmi predvajale na radijskih postajah. In Čau je bil v tistem letu 19. najbolj predvajana pesem, kar je fascinantno. Za nekoga, ki je zdaj prvi komad, to je pač uspeh. A veš, to sem se jaz res jemala kot uspeh. Čeprav takrat, ko sem videla, da smo 19, sem bila še tako malo, lahko bili tudi malo višji, kar neki. Danes vem, da je bil to dober znak. Ne? Mislim, se še danes se tako malo sliši, ko gledaš, šef. Ja, mislim, pa tudi po raznih shopping centrih ga slišam, tako, imajo zakupljenega. Ne, luštna pesem, odpeta zelo, zelo tako pod povprečjem, tako malo na previdno, ampak takrat smo se prav odločili, bilo je obdobje, da so se pevke zelo rade drle. Mislim, tako, da so pokazale ves razpon iz svojih prsi, a veš, in tako. In sem rekla, ne, mi gremo v obratno. In to smo se vsi strinjali, da gremo malo v pripovedovalsko petje. Tako da Čau je res odpet malo tako preko. A si katero od pesmi ti sama napisala?
potem? Noben tekst ni moj, razen pri kreditno sposobni sem zelo veliko imela zraven, smo se mali igrajčkali z raznimi temi huki, tam imamo noter, veš, tako puf na puf, take stvari. Ne, drugače, Znucana je tudi Marko napisal, potem sodelovala sem še s kakšnimi drugimi glasbeniki, sicer, kjer jasno, da malo napišeš tudi. Ampak glavne ideje, ki so kreirale Katarino Malo kot lik, mi smo imenovali mene, da sem jaz pevka, ki poje socialni pop. Pop, ki nagovarja vsakdanjega človeka, navadnega človeka, njegove skrbi, težave. Ne? To je pa nekako nastalo skupaj z Markotovimi teksti. Ne? On je bil ta genij za tem. In on se je pač, valjda, on je rekel, fascinantno mi je to, da si ti to tako hitro prevzela kot vlogo. Ker če bi jaz za to nekomu, ki rad poje, ne vem, operne arije in samo neke lepe melodije, ne bi znal tega odigrati. Ampak ti si šla pa res to zagovarjati, veš, ker zelo pomembno, kako ti pesem tudi predstaviš v medijih. In jaz mislim, da so novinarji pa medijske hiše dosti kmalu ugotovile, da sem jaz dober sogovornik, da znam stati za svojimi teksti in videospoti in način, kako smo sproducirali pesem, ravno zato, ker verjamemo v to zgodbo, kdo Katarina Mala je, kakšno sporočilo nosi, kakšno dovoljenje nosi. Mi smo imeli še pesem, ne vem, Kavbojke, ki je govorila o dietah, kreditno sposobna, o kreditih, o denarju, o krizi, osebni, finančni. Ne? Kaj smo še imeli? Se pravi, čau, kot neko uporništvo, a veš, nehi težiti, zakonske težave, bodi sama svoja ti, a veš, vse to. Ja. Pa ena stvar, ki marsikdo ne bo verjel, ampak tako sem te skoraj spoznal, je pa tudi ta strah pred nastopanjem. Tebi se je pojavil v bistvu na odru, kot Katarina Mala. A ti je to, da si sploh imela ta alter ego pomagalo, da si sploh dala to skozi, ali bi tudi kot Katja Frederber uspela izpeljati takšno zadevo? Jaz mislim, da sem imela ful visoka pričakovanja za Katarino Malo, da moram biti enako vredna drugim glasbenikom na slovenski sceni. Jaz sem padla iz nič, a veš, rečemo temu, da smo bili na istem odru s Heleno Blagne, recimo. Wow, a veš, mislim, to je res težko. In jaz sem imela veliko spoštovanje do vseh teh glasbenikov, ne? Ampak imela sem pa tudi en dober fake it till you make it moment, da ko sem prišla v te scene, v te situacije, sem pač bila jaz, suverena, ponosna, ne? In na noter bila, moj bog, tako, umrla bom. Ampak ne vem pa, ne, tukaj si z razlogom, nekdo te je povabil, Cankarjev dom, Galosova dvorana, koncert Rdečega križa, povabil te Patrik Greblo, to ni kar tako, vzameš to, ne. Slovenska popevka, ja, umrla bom na odru, ampak dobili smo nagrado, a veš, mislim, ne, greš v to, če si že tam, si mislim, valjda boš zdaj šla v to. Stopila boš v to, oddelala boš. In če ne bi oddelala maksimalno, več kot 100%, bi si očitala. Ne? Bi se lahko takrat zgodilo, da bi ti odprla usta, pa ne bi glas prišel? Ne, to ne. Samo kakšen glas. Okay. Dobel. Mi lajki tega ne bi zaznali, verjetno, ne? Vem, ampak vse zaznava. Ja. Slovenska popevka prva, na katero sem šla, je bila zame porazna refleksija tega, kaj pomeni trema. Kaj pomeni trema, kako uničujoča je, pa kako te izčrpa. Sej v bistvu jaz sem šla preživeti na tisto oder, bila sem zelo lepa, zelo spontana, zelo tako, ne. Jaz imam vse neko ozadje z gledališča tudi, veš, lahko gre malo to, vloga, gremo odigrati za to. Ampak na noter, pa grozen. Propad, strahovi, ta sama podoba, jaz ne pašam sem, sami profesionalci, a veš, to. Si z akademskimi izobrazbami, a veš, tako, nisem započela dober. Kaj pa danes? Če bi danes recimo mogla stopiti na takšen oder, bi bilo drugače, bi se počutila vredno tega? Ja, drugače bi bilo. Počutila bi se vredno, vem, da imam eno svojo zgodbo, vem, da imam eno svojo hrbtenico, na katero je prilepljeno to meso, ta žmoht, ki so mu ljudje sledili. Veliko ljudi mi reče, zakaj ne ustvarjaš več, zakaj narediš več pesmi. Scena se je pač za moje pojme tudi zelo spremenila, glasbeni uredniki se tudi spreminjajo, danes je zelo pomembno, kaj je viralno, kaj je na socialnih omrežjih uspešno in enostavno ta del me je zelo izčrpal. Ampak ja, danes bi stopila na te odre,
drugače. Še vedno pa vem, da bi me bilo strah, Rok. Ja, še vedno bi me bilo strah. Tudi so prepričani, da strah ne more zginiti? Jaz sem prepričana, da straha ne moramo izničiti. Verjamem, da trema je nekaj, kar lahko obrnemo v pozitivno. Večina ljudi si pa predstavlja, da je trema uničujoča, ne? Samo uničujoča. Se pravi, da tebe navznoter razžira in ti greš na odre potem samo preživeti. Jaz pa hočem naučiti ljudi, da iz tega ne samo preživeti. Obrnemo tremo v nek dodaten zagon, pogon, energijo, da probimo zažareti. To. Pa vseeno pomisliš, kdaj, da bi pa se vrnila? Da bi ustvarjala, da bi probala spet napasti da bi neke šla velike na odre? koncertne odre. Tako, ja. Vedno manj. Vedno manj. Ja, vedno manj, trenutno vedno manj. Ja. Mogoče pa bo nek trenutek prišel. Ko boš nehala o tem razmišljati, bom. Mogoče, veš kaj, trenutno sem še tudi tako, da me družina potrebuje, otrok je 40 let bil ravno kar in koncertna udejstvovanja so naporna in veliko časa zahtevajo. Pa glej, jaz znam početi kaj drugega kot to. Jaz sem midva sedajava preveč dela na en drugem, tudi včasih. Ja, tako da jaz sem ugotovila, da znam tudi marsikaj drugega in še vedno lahko zelo ponosno stojim za Katarino Malo, a sem hkrati nekdo drug. Ne. In velikokrat iz vloge Katarine Male oziroma iz zgodb Katarine Male povem svoje izkušnje o javnem nastopanju, o tremi, o strahovih, ki so bile predvsem rezultat slabe samopodobe. Tako da spodbujam javno nastopanje kot neko preobrazbo. Veš, da gre za celovito preobrazbo, ne samo da jutri imam en dogodek, pa ne vem, kako naj zdaj točno usta odpiram. Ne, gremo malo globi pogledati. Ja. Danes ti pomagaš ljudem, predvsem pri tremi, pred javnim nastopanjem. Kako bi danes sebi pomagala takrat, če bi bila ti danes svoja lastna stranka? Kaj bi si svetovala, kaj bi naredila za to, da bi olajšala se tiste trenutke? Veliko manj bi bila hektična. Takrat si bilo vse od obleke, maske, las, vse je bilo bolj pomembno kot pa moje notranje počutje. Ta izgled in tudi vzela bi si več časa za to pomiritev, se pravi, delala bi določene dihalne vaje, verjetno bi si že mnogo prej poiskala tudi kakšno terapevtsko pomoč, pogovor z nekom, ki razume, ne samo s prijatelji, ne samo, da te nekdo trepla, sej ti znaš, sej bo, ne, ker to je v bistvu malo zavajajoče, rekla bi celo ni iskreno. Ne. Tako da take stvari in veliko več tega dela na sebi. Veliko več. Ja. Kaj ti pa potem najbolj pomagalo pri tej tranziciji iz tega dna, da nisi bila avtentična, da si bila pač za druge, v to, da si danes po svoji moči in da živiš svoje sanje? Terapija. Ja. Kakšna specifična? Ja, se pravi, najbolj mi je pomagal, ko sem prišla v določene vrtince življenjske, ker seveda, jaz sem ti povedala zdaj en vrtinc malo bolj detaljno. Jasno je, da to so življenje, je ta krivulja, ne? Ko srčni utrip, malo gor, malo dol. Skozi te vrtince sem ugotovila, da sem velikokrat sama pri reševanju tega, a da v bistvu ne rabim biti sama. Ljudje, ki imajo travme, težave, stiske, se velikokrat počutijo kot ta kozarec tukaj, kot osamljen primer na takem namehnem otočku in vse ostalo je en črn, globok ocean. Ne? In da zdaj, če še to izgine, konc, ni nas več. Ne? A v bistvu obstajajo tudi drugi, ki imajo podobne težave. Samo da se te ne zavedajo, da obstajajo še drugi. In skozi terapijo ugotoviš, da nisi sam in začneš poslušati sebe in predvsem začneš drugače gledati na vse ljudi okrog sebe tudi. Tudi na to, kako se česa lotiš. Sicer pa traja, to pa moram priznati. Preobrazba traja. To ni quick fix. Ne? To ni popravilo, to je delo na sebi. In mnogim terapija ne pomaga, ker niso pripravljeni tega narediti. Pogledati vase, pogledati v najbolj črne kotičke, ne, svoje preteklosti, se s tem spoprijateljiti, malo sprijazniti, pogovoriti. Ja, mnogi niso. Ne. In pa tudi naučila sem se skozi ta proces spuščati. Spuščati perfekcionizem, spuščati ljudi, ki jim nikoli ne bom ugajala in spuščati to, da moram
prepričati ljudi, da naj jim ugaja. Imaš to prepričevanje, I'm good, ne, to je z mano vse v redu, ne me zapustiti, ne. Pač, če hočeš iti, prosim, izvoli tam, ne, lahko odideš iz mojega življenja. Ne, da ni teh krčev. Pa to, ne ugajati vaš čas svoji družini. Zoprstaviti se tudi svojim staršem, ne glede na starost. Ne. Zanimivo, ker na eni strani rečeš v bistvu, da si imela ljubečo družino, hkrati pač imaš to. To je postavljanje mejrok, to je velika razlika. Jaz obožujem svojo družino, ampak a si pomest dovolila, da zdaj moja mama še vedno mene vzgaja po nekih svojih načelih? Ja, ne, zato ker to niso več moja načela. In tudi tako, ne pustim si v ta svoj osebni prostor, ti bi morala to. Ne, jaz nič ne bi morala, ne. Jaz moram samo umreti verjetno nekega dne, ne. To je pa tudi vse. Vse ostalo je pa nekako v moji domeni. Če ni dokazati, da vsi umremo. No, res? Ja, dokazati ne moramo, da čisto vsi umremo. Aha, čak no res po večno živel. Pač imate, dokaj še nekdo živ, ni dokazati, da čisto vsi umremo. Ampak, če damo zdaj, danes se ti še kdaj pojavijo trenutki, ko ne slediš sebi, ko se prilagodiš preveč drugim, pa potem pogruntaš, da si to naredila, ali si danes to že nekako? Ja, jaz grem včasih, malce grem preko sebe, jasna stvar, ker grem tudi preko tega, da še vedno se soočam s svojo tremo, s svojimi strahovi, takrat grem preko teh strahov, da stopam v neke nove vloge, v neke nove pozicije. Tako, če me nekdo nekam povabi, a bi ti, ne vem, speljala takšno pa takšno delavnico, grem včasih to, to so taki pomembni ljudje, bom jaz to zmogla. In pa grem zelo hitro v samo analiza, čakaj malo, to so glih tako ljudje, ravno tako so krvavi pod kožo, ravno tako imajo svoje težave, a veš to, da imajo nek status, neko ime, še ne pomeni, da se jih moraš bati. In pa grem zelo hitro v, prizemljitev, stopala na tleh, jaz sem okej, jaz obvladam svojo sceno, jaz lahko dam nekaj naprej. Ampak mi je tako res zanimivo, ker ti si na eni strani spoznala, rečemo, elito politike, spoznala si elito pač te glasbene scene, tudi v podjetniški sferi v bistvu, tako da v bistvu, a je še kdo, ki te v Sloveniji lahko impresionira do te mere, da si misliš, o moj bog, koga bom zdaj spoznala? Ja. A želiš koga spoznati? Da vidimo, imaš kakšno ime? Kakšno sebe, s katerim bi se želela soočiti? Veš, s kom bi se rada na kavi dobila? No, dajmo. To je zdaj dobro. Blaž Brodnjak. Ok. NLB. Ne? Ja. On mi je kar fascinanten, zato ker poznam njegovo ženo. Okay. On je glavni šerif NLB. Šerif. Mojemu to ne bi bilo všeč, da to rečem. On ima ženo Barbaro in jaz sem z njo sodelovala pri vdaji Glej, kdo kuha. Je ona mene oblačila. Imata 3 otroke in zdaj skupaj sestavljata še eno zelo pomembno zgodbo v njegovih domačih krajih, tam nekje, ne vem, on tudi Ptujčan, ona vem, da je Ptujčanka, delajo neko blazno, neko posest, vinarstvo, vse to se grejo in hkrati je on prvi mož NLB-ja. Mislim, to pa res ni kar tako. In kaj se mi zdi pri njemu, da sledi svoje avtentičnosti? To mi je všeč. In s takim človekom bi se rada dobila na kavi. Zadnjič sva ga poslušala, ne? A sva ga? Ja, na Famu. Ni bil on tam? Ne, jaz mislim, da ni bil on tam, ne. Pa sem nekaj zmežil. Mislim pa, da bo lih zdaj na Bernardinu, na kongresu podjetništva, kjer bomo tudi zraven. Tako da. Kaj je kongres podjetništva? En zanimiv dogodek. Pogledaš si lahko na spletu, ampak mogoče se pa malo uresniči. Mogoče pa Blaž poslušal to. In zakaj me ne povabiš? Lih kar sem te uradno, tako da lahko priješ. V glavnem, ful zanimivo, tako res, mislim, da imaš ti takšen en unikaten pogled v raznolikost življenja, od tega, kaj pomeni biti res kot neko podjetnik, glasbenik, znana osebnost in neznana osebnost in kaj pomeni biti v bistvu v čistem tem nekem povprečju, pa delati v javni upravi še zraven. Tako, po mojem imaš tukaj, in tukaj tudi bi jaz rekel, da je ena izmed tvojih zmag, kjer te jaz vidim kot zmagovalko, to, da nisi za nobenega nedosegljiva. In to mi je bilo všeč, ko sva se spoznala, da si imaš to neko maskico, ker mogoče prvi stik je bil, da ti si Katarina Mala tudi, ampak ful hitro si jo dala dol in sva bila enako vredna. Jaz sem se takrat bala, ko sem tebe spoznala, ker sem prišla na ta sestanek, a veš, 20-30 novih ljudi in mi je bilo tako malo, sem na tej vlogi, kje so moji občutki, kako se počutim, a veš. Tako da mogoče je bilo to malo maske, tudi dober dan, a veš, ta nek vsem prijaznost, poslovna korektnost,
a hkrati navznoter verjetno je bilo malo teh trenj. Ne? Ampak ja, mislim, da smo pa hitro prišla do. Ja, 1, 2, 3 se je sprostilo. Ne, se to mi je všeč, ker pravim, imaš ta po angleško humbling, feeling v sebi, torej nobenega nimaš za več in hkrati nobenega nimaš za manj. In to mi je všeč. Da je v bistvu tukaj, da smo zate vsi, oziroma, če že, kvečemo boš nekoga malček pozdigal na gor v svojem pogledu, ampak ne z nekim slabim namenom, ampak dejansko čist iz spoštovanja do sočloveka. Tako da to bi jaz rekel, da je tudi ena zmagica. No? Hvala. Zadnjič sem razmišljala, da imam zelo zanimive klijente. Kar precej pomembne ljudi, v smislu pomembnosti kot uspešne. Ne, da so zdaj to famozno, ne vem kakšni znani ljudi, ampak no, kakšen tudi je. Ampak so, v bistvu nekateri tudi so. In je zanimivo, da včasih sem si učitala, koliko stvari si ti počela v življenju, kakšna zmeda, mislim, od gledališča, glasbe, podjetništvo, javna uprava, kultura, umetniki, mislim, čisto groza. Kaj ne? Ne kaj vse, ampak kaj pa ne. Danes sem si ful hvaležna, zato ker lahko tako dobro manevriram med vsemi temi vlogami in toliko enih različnih znanj imam. In tudi, ko sem ti rekla, da je bil pot v Bangladeš, Kitajsko in nasplošno, sem tam 2 meseca krožila med tema 2 državama, pa šla še kakšno drugo tudi, iskati malo samo sebe, se mi zdi, sem ugotovila, da je to univerza življenja. Kljub temu, da imam narejeno fakulteto, se mi zdi, da sem največ izkušenj zase, za svojo zgodbo, za svojo pot dobila iz vseh teh različnih vlog. In in ko govorim s temi dosti pomembnimi klienti, res velikokrat jim dam ta občutek, da so pomembni. Oni hkrati meni dajo nazaj občutek, da so lahko čisto navadni ljudje pred mano, da ne rabijo imeti maske. Ne? In to je ena taka tančica tega že malo terapevtskega vidika, kako v bistvu prideš do ljudi, do njih tle noter. Se koliko pa je nasplošno pri teh, ki so navajeni odra, prisotna trema? Ja, ne vem. To je zelo odvisno od človeka. Zelo je odvisno, kakšno odgovornost čutijo. Ker mnogi grejo na oder in so tako slabi, da mislim, groza. Ne čutijo nobene odgovornosti do tega, da so slabi. Sploh ne čutijo, da so slabi. Saj ti veš, no. Ne, se ti veš, da je slabih. Je to odgovornost do sebe ali je to odgovornost do publike ali oboje? Oboje. Jaz mislim, da je oboje. Mislim, jaz, preden stopam v govorniško pozicijo, definitivno hočem imeti postavljene cilje in nek rezultat za občinstvo. Kaj bo od tega dobilo oni? Kaj bo moje darilo njim? A istočasno, da se zdaj čist ne spraznem, pa kaj bo tudi moje darilo zase? Kaj tukaj jemljem za svojo novo pot? Kakšno izkušnjo si želim doživeti? Tako da velikokrat vizualiziram uspešne nastope, ampak ne samo, da meni vsi ploskajo in jaz sem v svoj žarometov. Ne to, ampak ta moj občutek, kako se jaz želim potem počutiti. In kako si želim, da se občinstvo počuti po mojih nastopih. Ne to. Veš, da sem jaz to, ti si prva, ki si to besedla. Ja? Ampak dejansko sem se zavedal, da sem jaz to počel ves čas podzavestno. Spravi, pred katerimkoli nastopom, delavnico, sestankom, mogoče je bilo to včasih večer pred tem, včasih je bilo to teden pred tem, res sem si predstavljal samo občutke. Nič drugega. Vsebine sploh nisem imel še jasne, ampak občutki so bili vedno jasni, kaj želim občutiti jaz in kaj želim, da publiko občuti. Tako da, jaz bi rekel, da to je ena izmed skrivnosti, ključev do tega, da dejansko imamo boljše nastope in da tudi pustimo boljši pečat. Ja. Velika frustracija se pojavlja pri tistih, ki imajo tremo, kaj bodo rekli drugi. In ta frustracija je tudi moja, zato jo znam zelo dobro začutiti. In ko to zavibira iz mojih klientov, jaz sem že tam, jaz sem že v tisti travmi, samo da jaz zdaj točno vem, kako jih povzdigati, kako jih zaobjeti in jim dati to, veš, kot da bi te val objel in ponesel na obalo in te položil. Veš, ne, da te vrže ob eno skalo in se raztreščaš, veš to. In to je ta razlika. Ko imamo zelo arogantne nastopajoče, tudi takšne kdaj dobim, ko jim je zelo hitro jim je všeč nekaj. Zelo hitro. S takimi malce težje delam. Ker je treba kohelijev balonček jih spustiti na realna tla, da pač niso tako dobri. Ja, in zdaj se včasih zgodi, da kakšen od teh tudi odide.
ampak jaz sem začela tudi to sprejemati. Ti deli sebe, jaz bom delala sebe, ker veš, to, da jaz nekomu rečem, ne moramo iti nepripravljeni na nastop, potem pa na vsako tretjo besedo uporabljamo mašila, oprostite, ne? To je pač zvočna informacija in to je za občinstvo moteče. Kako vsi so mi rekli, da sem bil kar v redu? Ja, prav. So pač ti to rekli, zato ker itak, kot sem že na začetku najnega pogovora rekla, Slovenci smo zelo, zelo hitro s povprečnim zadovoljni. Jaz iščem pa nekaj ta več. Ne? In zaenkrat te klienti, ki se strinjajo z menoj pri tem, so tisti, ki želijo, kljub temu, da so vrhunski, še nekaj več, vejo, da je vedno potencial za rast, vedno potencial za pokazati nekaj boljšega oziroma narediti malce drugačen pristop, ker ne gre samo za boljši, gre tudi za iz katerega zornega kota bomo prišli v govorniško pozicijo in hkrati tistim, ki jih pa ta boječnost sesuva, da jim dajem to moč, da naj grejo v to močnejšo vlogo, pozicijo. Tako, zelo različni vidiki so. Imaš tudi to, zanj sem ugotovila, v bistvu vse, to moram zdaj si prav tako zapisati, ne? Ker še mi je ena gospa rekla, ja, sej najhujše trema takrat, ko priješ gor. Ne, ni nujno, ne. Eni imajo to tremo že 3 tedne prej, ne? Mislim, jim gre kar na slabo, ko pomislijo na nastop, se komaj pripravljajo na nastop, praktično dejansko je ta frustracija, to je že kar neka anksioznost, ne? Prisotna več tednov. Potem imaš une, ki so še tik preden grejo v govorniško pozicijo, čisto okej. Ko stopijo gor, se sutje, kaj se je zgodilo. Ne? In pa imaš une, ki tik preden, ko stopi na oder, trpi, a ko pride na oder ali pa v govorniško pozicijo, da ni zdaj nujno samo oder, zažari. Tako da, kjer imaš ti? Če imaš? To te zanje mogoče minimalno. Ta, ne, tik prej. Ja, tik prej. Ker sem miren, pol se bliža ura, minuta, ko imam zastopiti na oder, pride, rečemo, vzhičenje in mogoče sem te malo nervoze, kaj pa če ne bi slučajno bil najboljša verzija sebe, ne? Pa ko enkrat sem gor, pozabim na vse. Mislim, vse razen, kaj moram povedati, kaj želim povedati. Da mi povej, katere 3 vrednote si jih ti prejela skozi življenje svoje družine in katere 3 želiš predati naprej Lukasu? Lahko zdaj še eno kavo dobimo mes. 3 vrednote. Zdaj, najbolj pomembno je zagotovo zvestoba sebi. Se pravi, bodi zvest sebi, sledi svojim sanjam. Ta zvestoba sebi je sledenje svojim sanjam, ampak ne na račun drugih. Ker zdaj, zelo je tanka linija med tem že to patološko narcisoidnostjo, ko gre ljudje, jaz bom šel do svojega cilja, pa ni važno, bom vse tole sesul na tla, ne, vse te ljudi. Zdaj sem se spomnila na te ultramaratonce pa Ironmane, pa sem se spomnila, da si tudi enega že imel v studiu, pa ne bom šla v to. Ja, koliko je tam požrtvovalnosti potrebne iz strani družine, ampak se pravi to, ostati zvesti sebi, vendar ne preko trupel, to bi bila definitivno prva vrednota. Zakaj mi nisi to naprej poslal? Ne, to sem zdaj začutil, da bi te vprašal. In ta prva, ostati zvest sebi, pa slediti svojim sanjam, to je nekaj, kar si želim predati svojemu otroku. Res z veliko močjo, z veliko vrednostjo. Zdaj, neka druga vrednota mi je ta odgovornost do sebe, odgovornost do drugih, da seveda, ko postopaš po svoji sanjski poti, paziš tudi na ljudi ob sebi. Da ne pride do nekega hudega trpljenja, da ne pride do škodovanja. Kajti potem, kaj dobimo, ne? Mi sledimo svoje poti, a ustvarjamo neke nove žrtve. Tretja bi pa bila vrednota pomembnosti družine. Pomembnost, kakšno dediščino dobiš od svojih staršev. In vsem novodobnim staršem polagam na srce, tudi če se ločijo, tudi če so stiske, tudi če so prepiri. Ne žrtvujte svojih otrok na tej poti, ker ustvarjate že naprej neke čustvene invalide, ki bodo potem
enako trpinčili ali svoje partnerje, partnerke, ali svoje naslednike in tako naprej. Ja, da bi bilo malo manj teh zlorab čustvenih, to bi se mi zdelo za cel svet mnogo bolje, mislim, da bi bilo mnogo manj vojn, sporov, konfliktov. Evo, to. Hvala za odgovor. Klasični trojček še na tem podcastu. Tvoja najljubša misel, citat, ki te spremlja skozi življenje? Najljubša misel in citat je... Ali. Najljubša misel zame, oziroma zdaj lahko rečem, da je postal citat, ker sem si ga dala na vizitko, je: ljudje si vas bodo zapomnili v vaši energiji veliko bolj kot po vaših besedah. In v to res verjamem. Se pravi, vsi, ki delajo na tem zunanjem izgledu, ne? Predvsem danes spet se ženske vračamo nazaj, kot da je izgled tisti primarni. To je bilo recimo v 50-ih, ne, vloga ameriških gospodinj, najlepše frizure, obleke, ne, popolno skuhana večerja, jasno, da je mož bil v službi pa doprinašal denar, ampak mož je imel pa še eno divjo ljubico zraven. Ona je bila pa lepa, ne. Te praznine si ne želim, da bi bila, ne. Da delamo na svoji avtentičnosti skle, pa izkle. Okay. Drugi del trojčka je neka vaja za vsak dan. Okay. Ali pa nek trik v življenju, ki ti pomaga pri tvojih nastopih ali pa pri tremi ali karkoli. Kaj je bila tista ena kratka zadeva, ki lahko vsak ponovi doma? Mislim, najlepša vaja je vizualizacija uspeha, oziroma kaj boš počel potem, ko bo to oddelano. Zato, da greš v kontinuiteto, da se življenje ne konča na tistem dogodku, katerega te je zdaj strah, ne, ali pa na nastopu, ampak da rečeš, in pol, ko bo tega dogodka konec, bom jaz še vedno živel svoje življenje. In si vizualiziraš to kot uspešen dogodek, nekaj, kar si boš lahko zaploskal, lahko sam sebi čestital in užival sadove tega uspeha naprej v svojem življenju. Ta vizualizacija se mi zdi zelo pomembna. Se strinjam. To, ko bi dodal le zaradi tega, ker ljudje si dosti krat predstavljamo samo ta cilj, ki ga hočemo doseči, in ko ga dosežemo, zbolimo, pademo dol, enostavno nas manjka, ne? Ker nimamo plana za naprej. Tako da tukaj je dober detajl. Ok, zadnja stvar pa še ena knjiga. Knjiga, ki bi podelila z nami, da si jo preberemo, zato da bomo imeli bolj popolno življenje. Bolj popolno življenje. Pa lepše, pa enostavnejše, lažje. V tem smislu, ok. Ena knjiga, ki tebi pomenila veliko, pa misliš, da bi jo tudi naši poslušalci z veseljem prebrali. Mislim, meni so knjige malo tudi beg iz realnosti, ampak hkrati tudi soočenje z realnostjo. Tako da zdaj ena knjiga, ki sem jo tako kar požrla, ampak je bila boleča. Ne vem, če bi jo priporočala kot branje za opolnomočenje sebe. Moram pa reči, da je bila to knjiga, ki je meni nastavila ogledalo, imenuje se Gretin greh. Napisala jo je naša predsednica, kako se ona že piše, Klokočar, ne? Kako, dvojni priimek. Klakočar. Ja, Klakočar. Klakočar? Ja, ne? Ja? Urška. Ja. Zupančič. Ja, Zupančič. Ja, to je ta drug priimek, ja, Zupančič. Ja, ok. Ja, Gretin greh, ker gre hudo, z res pomembno raziskavo, gre pogledat v to neko srednjeveško obdobje na slovenskih tleh in na pomembnost cerkve, na pomembnost vere in kako v bistvu ženske niso mogle biti to, kar so želele biti. Katja, ful ti hvala, da si vzela čas, da se nam malo tukaj... I just can't. Ja, ne boš verjeti, ampak smo že 81 minut, odkar Dej snemamo. nehaj. Wow. Misliš, da je ostalo kaj, kar imaš v sebi, pa bi rada še povedala, mogoče lahko tudi pogledaš direkt v kamero, pa v publiki poveš, ali misliš, da narediva tukaj za en takšen res, pa morda še kdaj drugič, kje drugje? Jaz si želim, da nihče ne bi iskal popolnosti, ker ta ne obstaja in niti na socialnih omrežjih ne boste dobili tega, kar zares potrebujete. To pa je zvestoba sebi in vaša osebna avtentičnost. To je predvsem za mlade generacije sporočilo.
Hvala ti. Zdaj pa hvala tudi tebi, ker si z nami skozi celotno to epizodo in upam, da tudi prejšnje. Če ti je bilo karkoli všeč, dej komentirati spodaj, napiši, kaj ti je bilo všeč, tega še koga, ki mora videti to epizodo, lajkaj, subscribe se, skratka, z vsako takšno malenkostjo pomagaš temu podcastu in vsem ostalim, ki potrebujejo slišati zgodbe, da jih dosežemo pravi trenutek, takrat, ko to najbolj potrebujejo. Hvala.